Letošnja tema, ki so jo učenci obravnavali, je bila šola in šolski sistem. Gre za temo, ki so jo na otroškem parlamentu izglasovali v letu 2017 in prvič obravnavali že v lanskem letu. V Krškem se je zbralo 36 predstavnikov osnovnih šol občin Krško in Kostanjevica na Krki. Srečujemo se z otroki iz teh občin in sicer otroci so skozi leto obravnavali temo šola in šolski sistem in predvsem so se pogovarjali o odnosih in pa o načinih poučevanja. To se po besedah Hosterja tudi sklada s kampanjo o spremembah šolskega sistema, ki trenutno poteka v Sloveniji. Seveda pa na teh parlamentih obravnavajo še druge teme, kot so prehrana, pa tudi kako preživljati prosti čas, kako je z domačimi nalogami, kako je z pretežkimi šolskimi torbami. Se pravi vse to, kar učence in pa tudi njihove starše nekako moti ali pa zanima, mi bomo rekli, in seveda to prenašajo potem na raven šolskih parlamentov. Predstavniki vseh šol so po zaključku podali svoja mnenja in oblikovali končne zaključke, ki so jih predstavili vsem navzočim. Na občinskem zasedanju so izbrali 2 predstavnika, ki bosta vse predloge, pobude in sklepe 8. aprila prenesla in predstavila na Nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Vse pobude, ki so bile lansko leto podane, so šle na ustrezne organe in že do jeseni je del pobud bilo že tudi realiziranih, seveda del, ki so pa za daljše obdobje, pa še ne. Tako da vse te pobude učencev tudi slišijo na državnem nivoju. Zveza prijateljev mladine Krško sicer organizira občinski otroški parlament tudi v občinah Radeče, Sevnica in Brežice. Na Sevniškem gradu je tako sredi marca že potekalo zasedanje mladih parlamentarcev občin Sevnica in Radeče. Njihova vodilna tema je bila, kako pouk izvajati izven klasičnih učilnic, se pravi pouk v naravi, pouk v učilnicah na prostem in seveda učenci so bili zelo navdušeni nad tem in imeli veliko predlogov, na kakšen način in katere teme bi se lahko izvajale tudi na prostem ali v drugih oblikah. V Brežicah bo otroški parlament potekal 2. aprila. Otroški parlament pa ni namenjen le mladim. Zasedanje na občinski in nacionalni ravni mladim namreč omogoča, da se njihov glas in njihova razmišljanja slišijo tudi širše.